Zdravo družba, moje ime je Matej Stipanič in danes vam bom pokazal svojo zbirko nožev, katero uporabljam čisto vsak dan. Pa pojdimo pogledat, se splača, je kar lepa zbirka. Tole je moja torba z noži in vsaka zbirka se začne z dobrim vsestranskim klasičnim kuharskim nožem. Tole je bunka od Bineta Volčiča, fantastičen nož za sekljanje, za rezanje, za obrezovanje in tako naprej. Nek vsestranski nož, okrog katerega gradimo vso preostalo zbirko. Fantastičen nož. Ker veliko rokujem tudi s surovim mesom, sta obvezno dva mesarska noža. En za bolj fine zadeve, za obrezovanje, za filiranje in tako naprej, in drugi za malo bolj robustne zadeve, kadar je treba tudi kakšno kost pretegniti. En nož, ki ga ni toliko škoda, klasičen mesarski nož. Potem nadaljujemo z manjšim nožem, ki je za manjša opravila, za nekaj obrezovati, za čistiti, za pucati in tako naprej. Zelo uporaben nož. Potem pa preidemo že na tiste nože, ki jih pa največ uporabljam in z največjim užitkom. To so pa slicerji. Kadar je treba kakšen večji kos mesa prerezati, vedno uporabljamo slicer. Da je dolgo rezilo, ostro rezilo in da to z eno ali čim manj potezami razrežemo. Tole tukaj je najkrajši slicer, ki ga imam. Potem je neka srednja velikost tale Mekov, ki sicer ni več v prodaji, ampak vseeno fantastičen nož. Pri tem mi je posebej všeč tale krivina, tako da ta je za malo večje stejke. Ko pa je treba razrezati kakšen res ekstremno velik kos mesa, potem pa vedno uporabljam tole. Tole je pa burja. Tole je sicer nož za pršut rezati, ampak jaz ga uporabljam za velike kose mesa. Ker ni fleksibilen, ti zagotavlja to, da boš naredil dolg in natančen rez, predvsem pri teh res velikih kosih mesa. Tako da nož, ker ga z užitkom uporabljam. Ker pa je treba kaj tudi daj razkosati, pa narazen dati, takrat pa uporabimo tole sekerico. Tole je pa nadgradnja za vsakega ljubitelja mesa, brez tega ne gre. To je tisto orodje, katerega rabimo. Klasična sekerica. In to je to. A ja, seveda, da ne pozabim, moji noži niso kar takole v tele torbi. Vse nože imam zaščitene, ali s takimi zaščitami plastičnimi, ali pa z lesenimi sajami. Nož pospravaš noter, zakleneš in to je varno. Te zaščite so pomembne tudi za tiste, ki imate radi nože pospravljene v predalih. Ampak zato, da se ne obtolče ob katere druge nože, da rezilo ostane ostro, potem je treba take zaščite obvezno uporabljati. To je to. To je moja zbirka, ki se mi zdi, da je kar blizu popolnosti, saj za moj okus. Počasi bo treba kakšen nož tudi že nadgraditi ali pa zamenjati, zato ker se pogosto brusijo. Družba, vsak nož je dober, to, kakor je nabrušen. Ko so pa Japonci dobro nabrušeni, je pa to poezija za uporabljati. Ker seveda ne vem vseh nazivov in imen na pamet, bojo spodaj vsi opisi z linki do teh nožev. So pa to noži, ki jih jaz uporabljam vsak dan, tako da pejte jih počekirati, ne bo vam žal, pa veselo ustvarjanje, pa previdno seveda. Pa dober tek!